V hiši sanjajočih knjig je danes z nami v živo poseben gost. Andrej Detela, vrhunski kvantni fizik, izumitelj, filozof, pisatelj, pesnik in mislec. Z njim bi se lahko pogovarjali o marsičem. O teoriji sintropije, njegovem prvenstvenem področju zanimanja. Verjetno bi nam v zvezi s tem razjasnil, da je sintropija samo organizacijska sposobnost narave, ki presega zakon entropije. To je postopna degeneracija sistema proti kaosu ter omogoča naravi, da se spontano in brez škode za okolico samoorganizira k vse višji stopnji notranje urejenosti, s tem pa našemu življenju daje globlji pomen. Upam, da sem prav povedala, Andrej. V svoji svetovno prelomni knjigi Sintropija, ki odkriva novo znanstveno in družbeno paradigmo, je zakon sintropije tudi matematično dokazal. Lahko bi se pogovarjali tudi o področju ekologije, na katerem je dejaven. Izumil je več novih tipov elektromotorjev, ki se bodo uporabljali v pametnih električnih vozilih naslednje generacije. Lahko bi rekli tudi besedo o filozofiji in verstvih vzhoda, ki so mu blizu. Delček o Indiji in Japonski, kjer je potoval, torej delček teh popotniških izkušenj odstrne knjiga, čudovita knjiga Sanje v vzhodni sobi. Tako v svojem delu, kot tudi v vsakodnevnem življenju se trudi slediti orfični enotnosti znanosti, umetnosti in duhovnosti, beseda bi lahko šla tudi o tem. Toda časi so takšni, da je čas za prepoznavanje resnice in za resnicoljubni vzklik cesar je gol. Z nami je čuječen opazovalec drugačnega sveta in sebe samega v tem svetu, prebojen duh v prebojenem peresu. Človek s posebno občutljivostjo za zaznavanje duha časa. Andrej, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Hvala, da ste prišli. Andrej, konec letošnjega decembra je pri naši založbi, pri založbi Sanje, izšla vaša knjiga Cesar je nag. Ali lahko o tem še molčimo? Zdaj, ta občutek po prebrani knjigi je, da prinaša neko solsticijsko iskro, da je to knjiga, skozi katero veje veter sprememb, da ima prebojniško energijo. Knjigo začenjate potem z lucidnim pogledom na današnji svet. Kakšen je pogled na naš planet tukaj in zdaj? Ja, res je, svet gre skozi epohalne spremembe. Kdorkoli se zanima za dogajanje na svetu, mu je to jasno. In vsi se želimo, da bi se pridružili pozitivnim spremembam, ker zdaj nekako ni več časa za to, da bi se držali ob strani, da bi se šli neko lažno zlagano neutralnost, ampak se moramo odločiti, da gremo proti še večji temi ali bomo nekako se odprli za svetlobo novega časa, ki se zdaj poraja. No in te probleme, ki so pravzaprav prisotni po vsem svetu, še posebej zdaj na nek specifičen način čutimo v Sloveniji. Vsi smo odgovorni za to, da se stvari obrnejo na bolje. Nismo zadovoljni s stanjem, kakršno je. Zaradi tega je ta knjiga Cesar je nag neke vrste vzpodbuda, napotilo, da bi zbrali končno ta pogum in domišljijo, da iščemo neke nove poti za neke spremembe na boljše. Visi pa nad vsem, torej nad dogajanjem po svetu nekakšna koprena, vi pravite v knjigi, oziroma da je svet precej zmeden, da imamo neko kakofonijo različnih mnenj in se je težko znajti v vsem tem. Ja, to je mnogoplastna koprena, vsi vemo za problem klimatskega neravnovesja, segrevanja zemlje. To nas bo v prihodnjih desetletjih še zelo pestilo in tega bi morali že zdaj veliko bolj resno lotiti, kot se lotevamo. Zaenkrat se politika in ekonomija v glavnem še spreneveda glede tega. Ampak poleg tega imamo zdaj, jaz bi bolj očitno, da imamo še druge probleme. Kar se tiče okolja, ne gre samo za pregrevanje zemlje, ampak tudi za izgubljanje biodiverzitete. Ekološki sistemi se podirajo. In zaradi tega imamo zdaj problem s tem virusom, ker enostavno ni več tiste naravnega ravnovesja, ni več tiste stabilnosti
In virus, ko se globalni sistemi spreminjajo, ko se podirajo, pač išče pač neke nove habitate in zdaj vdrl pač v naše domove, odkoderkoli je pač že prišel. Če preskočimo od naravnih težav še k družbenim težavam, imamo pač tukaj naraščajoči val avtoritarnosti po vsem svetu, diktature se množijo zmeraj bolj. Če sam pogledamo, pač imeli smo Trumpa in ga še imamo, podobno je v Rusiji, Belorusiji, potem Južna Amerika, Bolsonaro in tako naprej, Turčija recimo, pa seveda Madžarska in tudi naša draga Slovenija. In zaradi tega sem čutil neke vrste dolžnost, da se o tem glasno spregovori. Ja, torej iz tega v bistvu tudi potreba po pisanju in po pisanju, pač ljudje trpijo, pač večajo se socialne razlike, pač narašča neko duhovna zmeda, kakofonija nekih informacij, od katerih je večina lažnih informacij, ljudje ne vejo, kaj bi, jasnih navodil ni, to zdaj med epidemijo zelo jasno v Sloveniji vidimo, da enostavno ne vemo, kaj narediti, ker vlada deluje katastrofalno in tako naprej. No, prvi del, torej knjiga je razdeljena na 2 dela, prvi del naslavljate Le kako si drznete. Tukaj v prvem delu je nekako bolj osredotočen na slovensko realnost, potem v drugem delu pa tudi na svetovno panoramo, je pa potem naslov Kako se razbina izčrpani svet. Začeli ste pisati v začetku kolesarskih protestov, uporniškega gibanja. Vi pravite, da so to množični antifašistični protesti. Stvari je treba poimenovati s pravimi besedami. Torej, smo res že tako daleč, da je treba reči antifašistični. Ja, pač tukaj gre za neko novo obliko fašizma. Pač tukaj, to je Spomenka Hribar, recimo, na veliko opozarja na to. Njo je treba poslušati med drugimi. Tudi drugih je veliko, ki na to opozarjajo. Pač ne smemo se slepiti, to, kar se zdaj dogaja, je neka nova vrsta fašizma. Zakaj gre tukaj? Gre za to, da se ljudi poneumlja, za to, da tiste negativne strasti, ki so v ljudeh zaradi nerešenih težav, ki jih imajo številni ljudje v sebi, recimo razne zamere, ki jih v preteklosti niso predelali, recimo, da se mi zgodila kakšna krivica pred 30 leti in tega niso predelali, in potem pa pride nek veliki vodja, kot je recimo v nacistični Nemčiji prišel Hitler, in ta veliki vodja nekako vzbuja v ljudeh te negativne strasti, zato da jih potem z njimi lažje manipulira. Da dobi potem neko falango podpornikov in s pomočjo teh množic potem demontira vse demokratične inštitucije. In točno to se v Sloveniji zdaj dogaja. Pač naš Janez Janša pač kopira Viktorja Orbana, od njega se uči, do kje so prišle zadeve na Madžarskem, že vemo, in pri nas gre totalno v isto smer. In nimamo več veliko časa, treba jasno o tem spregovoriti. Zaradi tega sem tudi med drugim napisal to knjigo, zato ker ljudem je pač treba odpirati oči. Tako. Hkrati je Janša tudi primer te moškosti, ki je, vi imate en poseben izraz v knjigi. Ja, prav toksična moškost. Kako delujejo ti vzorci? Kakšni so? Tudi po svetu so o tem. No, ta izraz je prišel iz vedenjske psihologije opic. Ko so študirali šimpanze in človeku podobne opice, so ugotovili pač, da opičji trop vodi alfa samec, ki obvladuje celoten trop, samice se mu večinoma prostovoljno ali pa neprostovoljno podredijo zaradi določenih vzrokov. In ta alfa samec večinoma z nasiljem ali pa s kakšnimi drugimi metodami diktira obnašanje celega tropa. Ampak glavno vprašanje je tukaj, zakaj se vsi v tropu temu podredijo. Pač želijo se imeti alfa samca, ker v naravi je bilo pač tako, da je moral ta opičji trop preživeti in se je pač boril z nekimi drugimi, recimo v Afriki so bili potem še kašiljavi in tako naprej. In alfa samec je nekako verjetno najlažje poznal
strategijo in je vodil opičji trop, se pravi v bitko proti nekim sovražnikom. To se pravi, alfa samci potrebujejo sovražnike, da ostanejo alfa samci. In ta alfa samec v politiki, ki ga mi zdaj imamo, potrebuje sovražnike in zaradi tega pač kaj dela, stalno tvita, zato da s tem histerizira ta svoj trop svojih vernikov, zato da mu sledijo in stalno napade druge sovraže. Če gledamo komentarje na internetu, razne komentarje, mislim, to je pod vsakim nivojem, pač neki sovražni napadi na nekoga, česar sploh ni, ustvarjanje nekega lažnega sovraštva, ki nima nobene osnove. To je glavni problem. Podpihovanje. To je glavni problem. To je pa ustvarjanje lažnega sovraštva zato, da se to sovraštvo lahko tem bolj širi, da potem na valu tega lahko nek alfa samec si pribori oblast. To je ta nebrzena želja po oblasti, ampak kdo ima tako željo? Človek, ki ni razrešil svojimi lastnimi travmami iz otroštva. In potem namesto, da bi se usedel v svojo lastno dušo in bil zadovoljen v tistem svojem lastnem stanju te notranje radosti, ki vsakemu človeškemu bitju naravno urojena, ampak ker tega ni razrešil, mora stalno preko potrjevanja skozi oblast si nekakšno nadomestilo iskati. V bistvu se človeku tak človek smiri. Ker je stalno nesrečen, stalno mora ustvarjati tisto atmosfero sovraštva. Hudo pa je to, da zaradi tega 2 milijona ljudi potem trpi. Seveda. Ne morajo biti lahko sočustvujemo, ampak problem je pa, kadar so taki ljudje na vodstvenih položajih, ker peljejo vse v pogubo. Se pravi, to je neko, lahko opazimo neko funkcioniranje na vzorcih, ki so danes preživeti, očitno preživeti. Današnjega sveta pa ne moremo razumeti tako, ker moramo začeti živeti na nekih popolnoma novih obratih. Kje so zdaj tiste prelomnice, tiste tektonske spremembe? Zdaj se nam trese zemlja pod nogami, 3 potresi v 3 dneh. Torej, pač sodobni svet je globaliziran, kar pomeni, da je vsak potopljen v morje ogromne količine informacije. To se pravi, stvari so neprimerno bolj kompleksne, kot so bile pred 100 leti. Ker je res ogromno informacij, taki poplavi informacij se da zlahka tudi manipulirati. Zaradi tega bi morali zdaj tim bolj paziti, da so vse informacije prečiščene. Etika je bila tukaj nujno potrebna. To se pravi, da so informacije v želji po skupnem dobrem. Ampak če pa nekdo v želji po oblasti širi informacije in manipulira z informacijami, potem je pa katastrofa. In to je to, kar se je dogajalo v Ameriki pod Trumpom, kar se dogaja pri nas, kar se dogaja na Madžarskem, kar se dogaja marsikje drugje. Zaradi te kompleksnosti v sodobnem svetu moramo biti veliko bolj občutljivi, si moramo nase naložiti breme odgovornosti, da vsi sodelujemo pri ustvarjanju sodobnega sveta. Ne smemo več nasedati tisti miselnosti izpred 50 let, da nas vodi nek glavni voditelj, kot je bil recimo pri nas včasih Tito, ampak zdaj vsi sodelujemo pri ustvarjanju sodobnega sveta. Kar pomeni, da moramo sprejeti nase odgovornost za vso ustvarjanje demokracije. V Sloveniji imamo ta problem, da pred 30 leti, ko smo si ustvarili neodvisnost, nismo poskrbeli za demokratične državne inštitucije. Mislili smo, da pač država nam je v nekem smislu skoraj da padla v roke, mi smo neverjetno več sreče kot naprimer Hrvati, predvsem pa kot Bosanci. In vojna ni bila tako krvava kot pri njih. In potem smo v proslavljanju neodvisnosti pozabili na to, da moramo pravzaprav od začetka graditi državne inštitucije, ne pač neko trdno demokracijo. Zdaj se zmerno bolj kaže, zadnja leta zmerno bolj, da pač naše demokratične inštitucije niso bile tako močne, da bi se lahko obranile po hodu
diktature na oblast. Ja. In vedno je v času takšnih tektonskih premikov, kot se zdaj dogajajo, najlažje slepo zaupati neki zunanji avtoriteti, ne pa se opreti na neko notranje prepoznavanje. Tudi to. Znanje je izredno pomembno. To se pravi, ne bi se smeli sramovati znanja, hudo pa je, če se ljudi ponižuje. Ker sedanja vlada ljudi ponižuje. Nas imajo za bedake, nas samo z nekimi kaznimi skušajo disciplinirati nazaj, pa razložiti, kako z nekimi smiselnimi ukrepi, kako naj se obnašamo v situaciji epidemije. Tako. Vi pravite, da gre tudi torej za diskreditacijo, demonizacijo in celo kriminalizacijo odporniškega gibanja. To pa potem tisto drugo veliko spregovarjate v knjigi. Je zanimivo, ko zarišate ta lok tega odporniškega gibanja na kolesih, kako je v bistvu se tudi spreminjalo, kako je raslo. Morda besedo o tem, ker je zanimivo. Pač to odporniško gibanje je bilo popolnoma spontano. Zapravo nobena stranka ni tega vodila, niti približno, ni tako kot nekateri trdijo, da je to gibanje organizirala anarhistična levica. Recimo Načkov stres to govori. Ampak to je spet ena teh janšističnih stereotipov. In pač to gibanje, kolesarsko gibanje je nastalo popolnoma spontano, zaradi tega, ker pač vsaj polovica ljudi, verjetno velika večina, jaz mislim, da je neka anketa pokazala, da ogromna večina, mislim, da okrog 70% ljudi podpira to kolesarsko gibanje v Sloveniji. In kar pomeni, da to ni regulirano od neke stranke, ker posamezne stranke dobijo 10% glasov na volitvah. Kolesarsko gibanje je neprimerno širša stvar, to je nadstrankarska zadeva, to je treba poudariti. To je gibanje, ki nastalo neposredno iz stiske 2 milijonov ljudi. In če recimo 10.000 ljudi kolesari pred parlamentom, če 10.000 ljudi koraka skozi mestno jedro, če 10.000 ljudi ne more priti do parlamenta, ker je na celi ploščadi pred parlamentom ograja, zadnji za ograjo pa robokopi, ki bo vsakega, ki bo skušal seči čez ograjo, zvlekli po tleh v marico, ga grobo pretepali in tako naprej. Tukaj je očitno marsikaj narobe. Če vlada noče videti, da ti ljudje hoče nekaj povedati, hoče opozoriti na to, da je s to vlado nekaj hudo narobe in zdaj, kot vidimo zadnji mesec pa pol, ta vlada je popolnoma nesposobna uravnavati epidemijo. In ko hoče ljudje povedati, da naj se vlada vendar spametuje, če pa ni sposobna, ker je že dokazano, da ni sposobna, pa naj vendarle odstopi. Če se te ljudi, ki protestirajo, demonizira, potem je še bolj narobe. In zaradi tega pač jasno protestniki vztrajajo, nočejo odnehati. Zdaj pač imamo zelo slabo epidemiološko sliko, zaradi tega protestniki sočutja, v bistvu noče obremenjevati zdravstvenega sistema, ne hodijo več pred parlamentom, se peljejo z avtomobili mimo parlamenta in policisti kot ministra, ne ministra, Hojs, ne vem, ali je minister ali ni minister, dobivajo stroga navodila, da naj za vsako malenkostni povod krepko obglobe, recimo, da nekdo pohupa, pa že dobi 400 € kazni, ali pa da žmigovce tam prežge in tako naprej. Mislim, to je očitno, to je pod v diktaturo, čisto preprosto povedano. Direktna pod v diktaturo, zato ker si pač en človek ni sposoben sam sabo soočiti in si hoče prelasiti vso oblast, ampak ni problem samo v njem. Še večji problem je v tem, da je toliko drugih ljudi, ki so podrepniki, oportunisti in so se priključili te bolni sliki. Zdaj tukaj bi jaz mogoče se prava prilika iz Kosovela, bi nekaj prebral. Eno stvar, Kosovel pač vemo je živel pred dobrimi 100 let, pred 100 leti in on je napisal recimo tole. Čas, v katerem živimo, je resen in krut.
doba najsramotnejših političnih kopčij, doba zatajevanih mnenj, doba splošne depresije zbog teh razmer nas je poklicala k resnemu graditeljskemu delu. Plast laži je tako debela, da je potreba usekati pot globoko nazaj, globoko do žive plasti življenja, kot je še soka in sile za ustvarjanje novih kulturnih vrednot, novih življenjskih vrednot, novega življenja. In popolnoma isto situacijo imamo spet zdaj. Ja. To se pravi, v 100 letih nismo naprej prišli. Je že izgledalo, da smo daleč prišli. Zgradili smo si v primeru z drugimi socialističnimi ali pa komunističnimi državami, je bila Slovenija relativno na dobrem. Potem v 80 letih, ko se je družba začela intenzivno odpirati, tudi sam sem sodeloval v teh družbenih gibanjih, sodeloval celo pri osamosvajanju Slovenije in tako naprej. Takrat smo bili polni vere, družba je bila bistveno drugačna, bolj odprta, veliko več solidarnosti, zavzemanje za skupno dobro in tako naprej. Zdaj pa vse to propada, se uničuje, načrtno se to uničuje. Zaradi sebičnega interesa drobne peščice ljudi. Mislim, na to je treba vse skozi opozarjati. In iz te odprtosti smo prišli zdaj tudi na mednarodno sramoto države, da smo v med višegrajske države uvrščeni. Tako da zaradi tega, ker že zato, ker se človek izredno slabo počuti, da je državljan države, ki je tako sramotno padla v mednarodnem ugledu, si človek želi, da vsaj kot posameznik izrečeš, ne, jaz pa ne spadam v to sliko. In vsak ima pravico to reči, in zato sem napisal to knjigo, zato da izrečem, ne spadam to knjigo. Če bom šel pred parlament, bom plačal 400 evrov kazni. Tako da dajmo iskati različne možnosti, da se upremo temu avtokratskemu režimu. Bodimo inventivni, tako kot sem prej rekel, potreben je pogum pa domišljija. In če to dvoje združimo skupaj, potem lahko najdemo pot iz te zatohle situacije. Večina Slovencev in Slovenk se tega zavedamo, da je eden izmed največjih zakladov naša narava. Tudi zdaj se mi zdi, da nam je kot neko pribežališče, tempelj pravzaprav. Veliko ljudi se je vozilo, gore so na sveže zasnežene, ljudje bežimo v zimski gozd, se poskušamo tam nekako naužiti zraka in ohranjati zdravje. Torej že v 90-ih po osamosvojitvi se je začela hitro razprodaja državnega premoženja. Kaj sedaj, če bomo tale naš minister za okolje, protestniki na transparentih, da je to minister za okolje, kaj nam preti, če si bomo pustili vzeti še naravo in zakaj tega nikakor ne smemo dopustiti? Velik problem je, kako je ta minister za okolje nastopil proti nevladnim organizacijam, ker v vsaki demokratični družbi imajo nevladne organizacije velik pomen, ker opozarjajo vlado in gospodarstvo na določene zdrse, ker ekonomija dostkrat nima spoštovanja do narave, ker ima kapitalske interese. Zaradi tega so nevladne organizacije v vsaki demokratični družbi nujno potrebne, nujno potreben korektiv in demokratična država to upošteva in jim daje spoštljivo mesto. Pa nas je pa zgodilo točno nasprotno. Najprej so jim odvzeli pravico do soodločanja v teh okoljskih zadevah, razen pod nekimi strogimi pogoji, ki lahko samo nekatere izpolnijo, tako da praktično nobena ne more sodelovati pri okoljskih zadevah. Zdaj je pa še hujše, pa mečejo nevladne organizacije iz stavbe na Metelkovi ven, zato ker si hoče peščica tako imenovanih osamosvojiteljev tam postaviti muzej samim sebi.
muzej osamosvojitve. Prav sebi hoče postaviti muzej. Tako kot da so samo oni osamosvojili Slovenijo, 2 milijona državljanov je pa podrejena. In to je spet ena nova katastrofa. Torej spet ta želja po oblasti in po... Oblast, ki toliko ima zapovedati proti komunizmu, proti totalitarizmu, ampak oni sami so ponotranjali tiste najbolj trde komunistične vzorce in zdaj na ta način delujejo. No, saj to je tudi primer našega premijeja, ki je bil prej najbolj zagrizen komunist, potem se pa nekako ni uspel soočiti z lastno temo in imamo sedaj princa teme. Kot vi pravite tudi v knjigi. Tukaj bi bilo verjetno smiselno, da bi v Sloveniji pač neka skupina psihologov in psihiatrov vzela ta primer pod drobnogled in da bi skupaj napisali neko javno izjavo. Zaradi tega, ker take vplivne javne osebnosti pač so odgovorne. In če je nekdo mentalno bolan, potem je treba o tem javno spregovoriti. In tukaj naj psihiatri pač svoje mnenje podajo, ampak neodvisni psihiatri. Ne taki, ki jih nastavlja vlada, ampak neodvisni. Do tega, če nismo prišli, ampak če ne bo šel drugače, bo treba tudi v tej smeri kaj narediti. No, se vi v knjigi zanimivo spregovorite o tej paranoični projekciji. Pač paranoična projekcija pomeni, da se ne upaš soočiti svojo lastno temo, s svojimi okostnaki v lastni omari in potem projiciraš te svoje lastne nerazrešene probleme na druge, tako da stalno druge obtožuješ tistih problemov, ki jih imaš v bistvu pri sebi. Drugi nimajo tega, ti jih imaš. Ampak moraš se stalno lagati, stalno se izmišljati, zato da ne čutiš trkanja okostnjakov na svojo lastno dušo. Mislim, to so hude stvari, to so res travme, to so hude travme, pa če ljudje dejansko trpijo, ampak zaradi tega, ker trpijo, se potem izživljajo nad državljanja. To je pa še večji problem. In o tem imamo pravico spregovoriti. No, pa greva zdaj še malo nazaj na to, kar sva prej začela z naravo in skrbjo za okolje. En podatek v knjigi, ki se mi je zdaj pač tak res alarmanten, da vsaka stopinja, vsaka zvišana stopinja pomeni dvig 7 metrov, mislim, da morske gladine, če sem si prav zapomnila, da nam grozi 600 izumrtja po vrsti teh vrsta. Mislim, ni samo daleč od tega. Dobro, koronavirus je razkril to krhkost sistema, našo lastno krhkost, ampak vi pravite, da nas morda da je to neka vrsta priprava na še težje preizkušnje v prihodnosti. Zdaj se moramo izkazati, kako se bomo soočali s to preizkušnjo. Tako kot mi v Sloveniji trenutno delamo, ni nobeno soočanje. To je pač neka policijska represija, izživljanje oblasti nad nedolžnimi državljani in tako naprej. Moramo začeti resno razmišljati, kaj se dejansko dogaja v sodobnem svetu. In o tem lahko razmišljamo samo v okviru neke demokratične družbe. Zdaj smo na nek način ukleščeni, zvezani, težko delujemo. Zaradi tega pač je prav, da vsaj tukaj zdaj o tem se pogovarjava. No, pa kar se tiče dvigovanja morske gladine, pač res, v knjigi sem napisal, kako so to povezavo med dviganjem temperature in dviganjem morja ugotovili, dokazali. Dodati je treba to, da čeprav se zdaj temperatura na Zemlji samo v zadnjih 60 letih za 1 stopinjo dvigana, se morje še ni dvigano za 7 metrov. To pa zato, ker ta dvig morske gladine sledi z velikim časovnim zamikom za dvigom temperature. 200 do 300 leta, ne pravite? 100, 200, 300 leta. Ampak to pomeni, da v naslednjem stoletju bo morje zalilo obmorska mesta. New York, London, Mumbai in tako naprej, Sydney. Ta mesta bojo pod morjem. Če ne bomo takoj ukrepali in ni zadosti
da samo zadržimo dvig temperature na 1,5 stopinji, kot zahteva pariški podnebni sporazum, morali bomo temperaturo tudi potegniti nazaj na temperature izpred industrijskega obdobja. Če ne bomo hoteli, da se more dvigne recimo za 10 metrov. Pa je realno pričakovati, glede na to, da se že dogovori iz pariškega podnebnega sporazuma, da se pravzaprav ne uresničujejo. Mislim, je to realno, da bomo mi to zmogli? Je realno pod pogoji, da se družba demokratizira. O tem je problem, da zdaj, ko je tak kaos na svetu, informacijski kaos, in ga večina ljudi nekako ne more obvladovati v njem, ne znajde, zdaj udirajo med ljudi pač te lažne novice, se vsemu skupaj veliko prispevala marketinška metoda. Marketinški jezik so ljudje ponotranili. Ampak mi vemo, da jezik reklam vsebuje polovico laži. In ljudje so se navali na ta marketinški jezik in mirno sprejemajo tudi v politiki podoben jezik. Politike imajo svoje svetovalce, ki jih učijo marketinškega jezika. Ja, to je pa tako res. Naprimer, Krasni novi svet. Huxley je v njem je pisal v bistvu z neko ironijo oziroma z ironijo, ko govori o tej izpraznjeni potrošniški družbi, v tej distopiji, ki je Krasni novi svet. In potem so ta reklamna gesla, ki so banalna, površinska, velike ponavljanja, kot res slaba poezija. Ampak mi smo s tem dnevno filani. In najbolj bleščeče reklame za G5 in tako so... Ja, in ljudje temu nasedajo, ker pač reklame med drugim so ponotranile tudi Goebbelsovo miselnost. Ponovi neko laž 100-krat, pa bo ljudje sprejeli kot resnico. To je Goebbels. Pač, on je bil nacistični minister za propagando in pač to je njegov rek. Ta lažni tisk, vse ostale je pa obtoži potem, da govorijo laž, torej da lažejo. Tako da pač mi bi morali neprimerno več narediti za to, da spoštujemo resnico. In tukaj je pa velika vloga znanosti. V znanosti se resnico res spoštuje. Zaradi tega, ker se je stalno preverja. Če nekdo objavi nek znanstveničak, mora argumentirati na osnovi česa postavlja neko trditev. In to na tak način mora argumentirati, da lahko tudi drugi preverijo, ali je to res ali ne. Ampak zdaj smo prišli do tega, da je znanost padla v nemilost, ker je informacij toliko veliko, da ljudje enostavno ne zdržijo več vsega in potem posebej v tej filozofiji New Age-a nekako se čustva tako poudarjajo, da vse, kar je racionalno, se nekako že skoraj demonizira. Ampak mora biti neko ravnovesje med čustvi in racionalnim. Tukaj se pa dostikrat vse racionalno kar zavrže. In s tem se odpira na stežaj vrata neki govorici laži in manipulacijam in tako naprej. Tako da, če hočemo demokratično družbo, bomo morali veliko bolj spoštovati resnico, morali bomo prevzeti odgovornost za svoje delovanje, morali se bomo zavedati, da vsi soustvarjamo neko demokratično družbo. Ta princip so imeli v bistvu že v antični Grčiji. Agora, to njihovo skupno polje druženja, agora je dobesedno pač njihov trg, v Atenah naprimer. V političnem soodločanju so lahko sodelovali samo tisti, ki so se udeleževali srečanj v agori. Mi smo pa pač nismo disciplinirani in ne hodimo na volitve. Ne hodimo na volitve in potem se v gostini ljudje jezijo, kakšno vlado imamo in tako naprej, hkrati pa ne grejo na volitve. In tukaj se pač je treba mečkam se k sebi vzeti. In vsi smo soodgovorni za situacijo, kakršno imamo. To je res. Tisti, ki pa so
najbolj podložni ali pa ki so podrepniki, če tako rečem, velikega vodja. Ja, tista falanga, ki smo jo prej omenjali, ona pa gre vsa na volitve. Tako da, pa če sem v knjigi celo predlagal, dajmo uvesti neko kazen za neudeležbo na volitvah. V Avstraliji je 300 avstralskih dolarjev kazni, če se ne udeležiš volitev, pa nas bi bilo to je 190 evrov, ne bilo treba 190 evrov, ampak 50 evrov bi mogoče zadostovali simbolično, da ljudje malo začnejo razmišljati, kaj pomeni. O svoji državljanski odgovornosti. Ker te volitve, ki jih imamo zdaj, so nesmiselne. Tudi recimo, kar se volitev tiče, predvolilna kampanja. Pelješ se po cesti, vidiš tiste velike plakate, vsakega plakata se nek obraz smehla, vsi so enaki. Na nobene plakate pa niso napisane zasluge, ki je ta človek s plakata že v življenju naredil. Tudi pomislim pač, da marsikdo morda ne gre na volitve zato, ker sploh ne vidi nobene svetle ali pa zares karizmatične, pametne, inteligentne alternative. Tudi ne vemo nič o teh ljudeh na plakatih. Namesto, da bi bil na plakatu tisti smehlajoči obraz, bi bilo boljše, da bi bile obvezno na vsakem takem plakatu 3 najboljše stvari v življenju, ki jih je ta človek naredil, na katere je najbolj ponosen, in vsaj ena stvar, v kateri je polomil in da prizna, da je polomil. In to na tak način je pisano, da lahko vsak preveri, ali je to res, ali ni mogoče še kaj zamolčal od svojih polomij. No, sedaj Sanje tukaj strimamo ideje za bodoče volilne kampanje Proste cari. Ideje so proste carini, je rekel. Luther je to rekel. Kaj sem še... to sem še hotela. V bistvu vrniti sem se še hotela malo nazaj na virus, ker je to zdaj res pereča tema. Vrgel nas je že prej krhkega ravnovesja. Kakšnih lekcij nas uči to, da smo se prisiljeni soočati z njim? Ja, to je pa vprašanje, ki se tiče duhovne drže vsakega posamičnika. V bistvu smo del narave. In tudi virusi so del našega naravnega okolja. Zmeraj so bili virusi prisotni. Tudi ta koronavirus je verjetno bil že prej v naravi, nekje v nekih živalih, zdaj vdrl k nam v naše domove, zaradi tega, ker rinemo pretirano v naravo. Vsi vemo, kako naprimer v Indoneziji uničujejo pragozdove, kako v Braziliji Bolsonaro uničuje pragozdove in tako naprej. In porušeno ravnovesje med naravo in človekom. In posledice tega so virusi možno in ampak v tem jaz ne morem soditi, da bi bil virus umetno ustvarjen. V laboratorijih in je všel iz laboratorija. Zaradi tega, ker vemo, da v številnih vojaških laboratorijih skušajo ustvariti izredno nevarne viruse. Tako žal v tem jaz ne morem več reči, vse je možno. Ampak, če govorimo o naravi... Navajate pa vendarle kot možnost v knjigi... Moral bi se o tem spraševati, moral bi imeti pravico se odkrito o tem spraševati. Ni prav, da so določene stvari v javni komunikaciji prepovedane. Vendarle so... Ne bomo epidemije rešili. Vendarle so tukaj tudi nekatere eminentne osebnosti, pač iz sveta znanosti, recimo Američanka dr. Judy Mikovič, potem vi navajate japonski Nobelovec, Tasuku Honjo, pol francoski Nobelovec, Luc Montagnier, ki pravijo, da je bil virus umetno ustvarjen, ker bi narava za mutacijo potrebovala 800 let. Torej, kot možnost. Mi ne moremo soditi o tem. Posebej jaz ne morem soditi, ker nisem strokovnjak z tega področja, ampak je možno. Žal pa ni v javni debati to vprašanje prisotno, tako da še manj lahko potem rečem, ampak odprto vprašanje. To tudi Robert F. Kennedy, pravnik, ki se bori tudi na okoljevarstvenem področju, tudi njega tudi moti, da ni v bistvu javne razprave ob vseh možnostih, ekipah, ki so danes na voljo. Če ni javne razprave, potem se ljudje čutijo utesnjeni in če se čutijo utesnjeni, potem imunski sistem slabi. In to je znanstveno dokazano. In so potem bolj dovzetni za to
epidemijo. No, dejva to besedo o tem. Torej, poslušamo vse čas neke besede strahu, potem po drugi strani discipliniranje strani vlade. Pač kaj je pa tisto res, po vašem mnenju, konstruktivno, kar lahko naredimo za svoje telo? Ja, jaz mislim, da pač nihče pa ne opozarja na to, da se moramo posebej zdaj krepiti imunski sistem. Ker ta virus se zdaj pač razširi že. Ja. Zelo verjetno bomo v nekaj letih večina od nas pač zboleli za to boleznijo in upam, da bomo tako zdravi, da ne bo ljudi umirali, da bo pač ta epidemija saj v takem obsegu, kot je zdaj, krepko mimo. Ampak mislim, da je predvsem treba paziti na to, da krepimo imunski sistem, da zdravo živimo. Žal vlada popolnoma nič ne opozarja v zvezi s tem, še glede prezračevanja niso nič opozarjali, zdaj so šele začeli opozarjati, da je treba tudi prostore prezračevati, ampak to so morali nevladniki opozarjati, vlada ni nič v zvezi s tem rekla. Še manj pa je oblast naredila za to, da bi nam dala možnost, da smo več v naravi. S tem, da so zaprli prehajanje med občinskimi mejami, mislim, da so naredili neprimerno več škode kot koristi. Ker ljudje, posebno v Ljubljani, to čutimo, mi smo zdaj omejeni pač na mestno občino Ljubljana. Kamorkoli greš v naravo, so posod procesi ljudi. Če bi pa imeli možnost recimo iti v sosednjo občino, kjer so pa ne prostrani gozdovi, prostrani travniki, nobenega človeka, nobene nevarnosti, da bi koga okužili, ampak ne smemo. In tam bi se lahko krepko nadihali zraka, bi se sprehodili, bi bili nekaj ur na soncu, na svežem zraku, zdaj pa tega ne moremo. In ko se pogovarjam z ljudmi, ko opazujem ljudi v mestu, vidim, kako vsi zaradi tega trpimo, kako so ljudje zmerno bolj izključeni, zmerno bolj zaprti vase, obupani, apatični in posledica tega je hudo usihanje imunskega sistema. To je del vzroka, da je zdaj Slovenija najslabša na svetu glede umiranja. No, pa poraz depresije potem med mladimi tudi. Vi v bistvu se tudi v knjigi dotaknete tega vprašanja, pač kako pa zdaj s šoloobveznimi otroki, da vendarle ni vse, ne vem, hočejo rešiti tako hokus pokus z nekimi api, pa vendarle ni vse v tem, da bo pač neka kako bi rekla, neka virtualna resničnost oziroma nek ponaredek resničnosti, ki ni nikoli enak originalu, čudežno nadomestil vse in vendarle rabijo stik z vrstniki. Vi imate tako en lep stavek v knjigi, da se iz teh poljan, kozmičnih poljan izliva na otroke tudi. Ja, in otroci ne morejo, zdaj posebej tisti v prvi triadi, ne morejo kar takole naenkrat v digitalni svet preskočiti. Ne se obvladajo digitalni svet tudi otroci, ampak to je samo en mehen delček realnosti. In otroci vsem potrebujejo neko živo vzgojo, nek živi stik. Študenti malo lažje to prenašajo, pa tudi tam ni isto. Tako da šolski sistem jasno strahotno trpi zaradi tega, tudi starši otrok, pa otroci sami tudi seveda, mislim. In hudo je, da pač naša oblast ni kaj dosti naredila v zvezi s pripravami na epidemijo. Tako da to se je zdaj jeseni pokazalo, kako smo vstopili v novo šolsko leto popolnoma nepripravljeni. In zdaj pač veliko kritik v raznih resnih medijih glede tega, ampak v vladi vlada popolna zmeda, v vladi vlada popolna zmeda glede tega in stvari mu uhajajo iz rok, to je popolnoma očitno. In neke ad hoc ukrepe na hitro sprejemajo, ali pa mogoče celo premier zvečer preko svojega mobilnika po tweetih pošlje neke ukaze, kot da je to nek resen ukrep in potem naslednji dan policisti že kaznujejo ljudi, ki se ne ravnajo po tweetih tega nekega velikega vodja, tweeti, ki jih recimo prejšnji zvečer v slabem razpoloženju pred spanjem odtipkal.
Mislim, to je nora slika. Ne? In verjetno bojo v bližnji prihodnosti zelo močne tragedije in komedije napisane na te teme, tragikomedije. Ja, verjamem, ja. Ja, to bodo distopične podobe. Recimo, če si predstavljam film ali pa roman, bi bilo precej distopično. Kaj pa, hotela smo v bistvu še, ampak tudi mi sami, ne, torej, neke so direktive, vladne direktive, ne vem, ali pa usmeritve, potem pa mi sami smo pa tudi kar precej hitro bili pripravljeni nekako žrtvovati to celoto človekovega gibanja za golo eksistenco. Ja, to je pa problem Slovencev. Da zmeraj smo imeli neke tuje gospodarje, mislim, da to Napartlič v eni svoji knjižici Kulturna zgodovina Slovencev to lepo piše. Zmeraj smo bili pod tujimi gospodarji, od naselitve pred 1400 leti. Čez naš teritorij so prihajale razne vojske in smo se navadili skrivati pred njimi, ukloniti glavo, zato da nas niso uničili, se navidezno prilagoditi tujim gospodarjem. Tudi v Habsburški monarhiji smo se krepko navadili na to ponižno držo, se pravi, da ustrežemo gospodarjem. Zdaj imamo pa svoje lastne gospodarje. In se sploh še ne zavedamo, da mi zdaj sodelujemo v vladanju naše lastne države. In se obnašamo tako, da bi bili pač Janša in njegova skupina neki tuji gospodari, pred katerimi moramo skloniti glave. No, oni se dejansko obnašajo kot tuji gospodari, kot neki zavojevalci, ker bijajo bitko s svojimi lastnimi državljani. To, kar se oni grejo, je vojaški odnos, vojaška bitka, vsem tem poniževanjem, ukazovanjem, ukrepi, kaznimi in tako naprej, zmerjanjem, žaljivkami. Mislim, to je bitka proti svoji lastni državi. Pa že v tej besedni zvezi, v bistvu bitka z virusom, z virusom se ne bojujemo, se to ni militantno. Ja, in zaradi tega potem mi še težje potem vse to jemljamo kot dogajanje v naši lastni državi, to jemljamo kot neke ukrepe v tuzuni. Ljudje potem delamo zato, ker so dejansko zmedeni, ne vejo, kako se sploh ravnati, ker ni nekih jasnih ukrepov, tako jasnih, kot so recimo naprimer v Nemčiji ali pa predvsem v Novi Zelandiji, ker tam so vzorno to speljali in praktično ni več epidemija. Ampak pri nas je pa totalna zmeda, vlada ki je popolni kaos glede ukrepov. To je eno vzrok, zakaj ljudje preprosto ne vejo, čemu dati prioriteto, nositi maske, ne nositi maske. Ko se srečujemo na cesti, ali lahko gremo blizu mimo ali bolj daleč mimo, ali smemo s kom govoriti, ali ne smemo govoriti, ali smemo burek na cesti pojeti, ali ne smemo pojesti. Ena moja znanka je pač kostanj kupila, pečen kostanj na cesti, ga začela jesti in ne morajo plačati visoko kazen potem. Čeprav se je usedla na odmaknjenem mestu, ker ni bilo nobeno. To je ena stvar. Druga stvar je pa to, da ljudje zato, ker se oblast obnaša kot neka agresivna tuja država, dejansko tako nastopa. Z podobno agresijo, kot so bili recimo Nemci in Italijani med drugo svetovno vojno. Vsem tem poniževanjem, žalitvami in tako naprej, vsem streljajo nas še ne. Ker se oblast tako obnaša, potem ljudje, jasno, čisto naravno se v ljudeh vzbudi nekakšen upor. In vi vendar pravite, da Slovenija ne bo šla po madžarskem scenariju, recimo Boris Novak, ki je bil pred kratkim tudi gost na TV Sanje, je rekel, da bi radi spremenili pač trenutno oblast v neko Dravsko banovino, ampak ja, vi pravite, da ta scenarij
se ne bo uresničil, ker imamo vendarle drugačno zgodovino. Drugačno in pač Boris A. Novak se je pač skliceval na Otona Župančiča, ki je napisal pesem Veš pojet svoj dolg med drugo svetovno vojno. In zdaj smo v podobni situaciji, tako kot sem prej prebral iz Kosovela, pač je ista zatohla atmosfera, isti boj med liberalci in klerikalci, recimo, isto uničevanje vsega, kar vzpostavlja kulturo, poniževanje kulture, zaničevanje kulture, ker kultura je avtoritarne oblasti zmeraj bila nevarna, ker je pač stvari odpirala v neko svobodno presežnost, avtoritarci pa tega ne prenesejo. No, pač smo v podobni situaciji in zaradi tega pač se zavedamo, da imamo kljub vsemu v naši nacionalni kulturni zgodovini imamo številne elemente upora, ki smo jih znali pokazati v pravem času. Recimo med drugo svetovno vojno, ko se je ustvarilo partizansko gibanje, zdaj jasno, pač seveda so bili po vojni poboji. To se je dogajalo v številnih evropskih državah, marsikje še hujše kot pri nas, ampak hudo je pa to, mislim, tega jaz nikakor ni za opravičevati, jasno, to je bil zločin. Ampak ravno tako je pa zločin, če neka politična skupina to pogreva in svoje nizkotne strasti sovraštva gradi na obujanju teh starih zamer. Da po raznih slovenskih vaseh bezajo ven spomine na to, kateri družini so mogoče partizani ubili kakšnega domobranca in to razpihujejo. To je že zdavni mimo. Tako kot so vsi drugi evropski narodi to že presegali in korakajo proti neki prihodnosti, se mi skušamo vračati nazaj v neko preteklost, neko domačijskost izpred 100 ali pa 70 ali pa 90 let ali pa 120 let v tisto Kosovelo čas, recimo, ko je pač Kosovelo Kras zasedla fašistična oblast, in to si želi zdajšnja oblast. Najhujša stvar, ki je ta bratomorna vojna in potem še so dajati na te rane. Recimo ne smemo pozabiti, kaj recimo Janez Janša 6. aprila 2014 izrekel na slovesnosti v Grahovem pri Cerknici, ko so odprli domobranski spomenik. Tam je rekel, državljanska vojna še ni končana. Državljanska vojna se mora nadaljevati. Taka izjava je zadosti za odpoklic takega premija, ki vzbuja tiste najbolj nizke strasti, da bi nadaljevali to sovraštvo v državi. Ja. Pa tudi sploh pa v luči tega, kaj nam grozi, da nam grozi podnebna katastrofa, da smo, mislim, to so, nekako smo vendarle v 21. stoletju sedaj in pa zdaj še malo na drugo temo. En krasen citat je iz knjige v zvezi s to potrebo po uzrtju praznine. Praznine, ki se danes bojimo, oziroma se nas je strah soočiti z njo. Vi pravite, da če v temni noči nekje na samem zremo navzgor v odprto zvezdno nebo in v čudenju tej lepoti skušamo ujeti glasove neskončnosti, se moramo odpovedati primarnemu podzavestnemu vzorcu, da smo v centru vesolja. Evo, tukaj mislimo, da smo v centru, ampak ne. To so čisto to so drugačne paradigme. To je ta znanstveni pogled na svet. Nespoštovanje do resnice, do presežnosti. Tisti, ki ljubi resnico, si resnice ne lasti, ampak jo iskreno in zavzeto išče. Če si pa enkrat začneš lastiti resnico, tako kot da bi bila pisana z veliko začetnico, potem nisi več prijatelj resnice. Potem svoj ego začneš graditi. In pač pogled v nočno nebo nas opozarja na to, da so še drugi svetovi, obstajajo, to je že Giordano Bruno recimo dobro vedel, da to
ker je to se upal izreči, je plačal svojim življenjem, so ga zažgali na grmadi, ker je ogrozil pač centralno papeško oblast s tem, ker takrat v njegovem času je cerkev trdila, da je center vesolja v Vatikanu. In če pa bo Giordano Bruno izrekel, pač, da so še drugi svetovi in da Zemlja samo en mehen delček neke še veliko bolj čudežne celote in da je to res tisti pravi odnos do božanskega, da se zaviraš, da spoštuješ še tisto, česar mogoče ne poznaš, ampak skušaš spoznati. Da imaš ljubezen tudi do tistega, kar se ne moreš lastiti. In to je ta pravi odnos do sveta. In tukaj je problem tudi pač in sodobne politike in sodobne cerkve v Sloveniji, žal ne govorimo o papežu Frančišku, ampak o te politikanski, oblastniški, asocialni drži slovenske duhovščine. Ne vse, ampak velikega dela, predvsem vrha duhovščine, ki si lasti resnico, pač Boga si lasti, kot da je to njihova last. Potem, in tukaj ni čudno potem, da je prišlo do take čudne sprege med politiko in cerkvijo, pač interesi na obeh straneh, tukaj pač ni več ne duha, ne sluha v kakšnem evangelijskem sporočilu, ljubezni do bližnjega, ampak gre samo še za oblast potem. Pa to, prej sva se dotaknila Agora, v tem grškem smislu kot prostor srečevanja, pa potem še en grški, torej pojem iz starogrščine, oikos, skupno ognjišče, in iz tega potem prihaja beseda ekonomija, ampak seveda danes pa ekonomija še zdaleč ni več skrb za skupno ognjišče. Ni več skrb, ampak je postala neko orodje za kopičenje bogatstva peščice izbrancev. Brez neke etične drže, brez obzira do večine ljudi, pač, ker je v sodobni ekonomiji očitno zelo globoko ugravirana ta misel angleškega empiričnega filozofa Davida Humea. On je analiziral človeška čustva in je trdil, da je pohlep najbolj pozitivno čustvo. Ker da pohlep omogoča materialni napredek človeštva. In to je potem postala, on je to izrekel v 18. stoletju in to je postala podlaga ekonomije. Mi vemo, da v 18. stoletju se je začela industrijska revolucija, začeli so nastajati številni izumi, od parnega stroja naprej, potem pozneje še elektrika, elektronika in tako naprej. Ampak ta Humeova misel je še zmeraj prisotna v ekonomiji. Pohlep je gonilo napredka. Ampak zdaj smo prišli do stopnje, ko je očitno, da bomo v svet uničili, če bomo še naprej na tak način razmišljali, ker nas ekologija nas opozarja, pač ekološki problemi, da se bomo uničili naravno okolje na ta način. Treba je spoštovati naravo, neizmerno spoštovati v tistem, kar vidimo in tudi v tistem, česar ne vidimo. V otepljivem in v presežnem. In se začeti zavedati, da so najbolj dragoceno nosimo že v sebi v bistvu. Da se moramo umiriti, potopiti vase, ker smo v materialnem smislu človeštvo že tako napredovalo, da smo prišli do tiste stopnje, ko se lahko umirimo, ko imamo relativno visoko kvaliteto življenja, udobje, pač ni vam več treba delati na njive od 4 zjutraj do 8 zvečer. Pač mi vemo, da samo nekaj procentov ljudi še dela v kmetijstvu, vse ostalo delajo pa v drugih sektorjih. Kar pomeni, da za proizvod, za tiste najbolj nujne potrebščine, ki jih najbolj potrebujemo, zelo malo časa porabimo. Ogromno časa pa človeštvo porabi za nesmiselne stvari. In tukaj bilo treba malo začeti paziti na to, kaj delamo in česa ne delamo. S svojim časom. In zaradi tega je kultura tako skrajno pomembna, ker kultura, umetnost in vse to je tisto,
kar vzgaja ljudi, da znajo prosti čas smiselno uporabljati. Trenutno se oblast boji prostega časa ljudi. In bi naredili vse, da bi ljudje še več in še več in še več delali, zaradi tega, ker se oblast boji, da bi tisti prosti čas ljudje potem uporabljali za nek upor proti oblasti. Ravno zato je pa umetnost, kultura tako blazno pomembna, da začnejo ljudi delati na sebi, da v sebi vzbudijo tisto ta kulturni odnos za sveta, umetniško držo v sebi in tako naprej. No, kultura je bila med prvimi na udaru, tudi pri tem zapiranju, pri lockdownih. In recimo ne smemo pozabiti, v partizanskem gibanju med drugo svetovno vojno je bila kultura na zelo pomembnem mestu. To, kar smo prej omenili, da Slovenci imamo v določenih prelomnih trenutkih se znamo postaviti zase. Zgleda, da nas morajo okoliščine pripeljati do tistega skrajne meje in zgleda, da zdaj prehajamo do tiste skrajne meje. Ko bo ravno kultura, umetnost imela zelo veliko vlogo, in to se že na teh kolesarskih protestih izrazito kaže. Pa vsa ta inventivnost, domiselnost ljudi, ko beremo razne transparente, ko se reže inštalacije, raznih happeningi in tako naprej. Vi pravite, da smo odčarali naš čudežni svet pesnikov, filozofov in modrecev in da smo ga odčarali s tem stremljenjem po družbeni moči in udobju, ampak sedaj je pa čas, da to presežemo, te stare paradigme. Ker ne gre več za to, da gnijemo v nekem pasivnem udobju, se zavalimo na kavč pa gledamo televizijo, tako kot nas premier nagovarja. Ampak zdaj gre za to, da postanemo ustvarjalni, da iščemo neke poti smisla, zase in za druge. Da v nekem ljubečem odnosu do drugih ljudi ustvarimo tisto, kar je najboljše, da se učimo tega, da se trudimo za to. In potem, če bomo izpite dobro opravili, bo potem nova renesansa. Bo nova renesansa, ali to pomeni... Kakšna bo narava te nove renesanse? Ker zdaj so pravzaprav zelo podobne tudi planetarne konstelacije, če gremo malo v to smer. Pa čisto, mislim, tudi takrat v 14. stoletju je bila v bistvu kuga. Kuga je bila tista, ki je takrat pokusila pol evropskega prebivalstva, potem se je pa rodilo nekaj novega. Skoraj polovico prebivalstva je takrat pomrlo v 5 letih. In to je slabilo feudalni sistem, zaradi tega, ker plemiči niso imeli več delovne sile, ki bi jim delala na polju. Zato mora začeti bolj spoštovati tiste delavce, ki so jim preostali. In potem so prišli ravno v tistem času še prevodi antičnih klasikov v Evropo in na tej osnovi se je potem rodila renesansa. Neke sveže, prečiščene misli iz prejšnjega časa skupaj z večjim spoštovanjem do tistih, ki res nekaj delajo, ki prispevajo k blagostanju ljudi. Hkrati pa še to soočanje s smrtjo, ki je potekalo v tistih 5 letih kuge. Soočanje s smrtjo je ljudi nekako postavilo v tisto izvorno stanje, ko so bili prisiljeni gledati stvari nekako od začetka, tako kot sem prej prebral iz Kosovela, da je treba zarezati nekje globoko, iti nazaj v tiste osnove, na začetek. Zdaj sem se načela spomnila, tudi zanimivo govorite o kozmosu, urejenosti in potem kaos. Oboje se mora izmenjavati za neko ravnotežje. Oboje je zelo pomembno. Sodobni svet pretirava z redom. To predvsem zaradi tega, ker je sodobna družba tako stehnizirana, vladajo neki algoritmi, neka tehnična pravila. Če kupimo avto in pogledamo tisti priročnik, tam so tehnični podatki, tam je treba se ravnati po jeziku tehnike, da avtomobila ne bomo znali upravljati. Ampak ni pa to vse. Če gremo zvečer na koncert, pa nam ne bo to nič pomagalo. In koncert je ravno tako pomemben. In mora biti nek ravnovesje med enim in drugim. Ampak zdaj, ko ekonomija je tako pomembna in se vsi trudijo za to, da bojo čim boljše prodajali svoje stvari,
in vsi pač nas zasipavajo z nekimi reklamami, z nekimi podatki, kako je ena stvar boljša kot druga, z nekimi številkami. Pozabljamo na to, da poleg tega racionalnega jezika imamo tudi notranji intuitivni jezik, ne jezik, ki omogoča potem tisto večje sočutje med ljudmi, empatijo in tako naprej. In to je zelo pomembno in to žal posebej pa v ozračju kapitalizma v zadnjih 30 letih izgine. Če se tako pomislim, kako je bilo pred 30 leti, veliko več solidarnosti, je bilo več empatije kot zdaj. Kapitalizem to načrtno uničuje. Zaradi tega, ker kapitalizem nekako poudarja, da ima vsak človek lahko dobi vse, kar hoče. Recimo, naprimer, zakaj bi imela neka hiša, nek skupen pralni stroj, se ima lahko vsako gospodinstvo svoj lasen pralni stroj, naj vsak kupi svoj, bomo potem na ta način več pralnih strojev prodali. In tako naprej. Mislim, da to je tak zelo preprost primer. Torej, kapitalizem gradi na tem, da se ljudi čim bolj atomizira. Da je vsak ločen od drugih. Tudi to, kar se v bistvu zdaj dogaja. In potem ni v solidarnosti. Zdaj na srečo, ravno v teh kolesarskih protestih se je pa pokazala neka solidarnost in se kaže, ker smo vsi v istem dreku. Nas vse, pač policisti, ki jih vsak dan šujta minister Hojs, mimo vseh zakonov, ker on ne bi smel hoditi na policijo. To ni v zakonu, ampak on to počne proti zakonu in usmerja policiste protizakonito. In policijski sindikat se proti temu upira in bomo videli, kdo bo zmagal. Upam, da bo to zdrava pamet tudi pri policistih prevladala. Pač vsi smo pod istim bičom istega gospodarja. Pač moramo biti solidarni. Pač stvari so prišle tako daleč, da nas, hvala Bogu, če tako rečemo, oblast nas je prisilila, da se začnemo resnično upirati. Ne, pa tudi širše po svetu se imamo v Franciji rumene jopiče že kar nekaj časa nazaj, pa potem so bila ta novodobna gibanja, vzemimo Wall Street, pa imamo zdaj črna življenja štejejo. Ja, pa Gretini petki za podnebje, pa tako naprej. Tako, pa recimo zdaj je bil torej v decembru v Indiji ogromen protest indijskih kmetov v milijonih, pa je bilo pri nas zelo malo govora o tem v medijih. V medijih oziroma skoraj da ne. Ampak po svetu vre, dejansko vre in vse te stvari, vse to, kar se dogaja, ima skupni imenovalec. Ljudje se zavzemajo za neko novo obliko solidarnosti, za resnično demokracijo, ne tisto lažno demokracijo, kot je zdaj v večini držav. Zavzemajo se za sočutje med ljudmi, za skrb za skupno dobro, za konec laži, za konec teh političnih in ekonomskih manipulacij in tako naprej. Tako. Za konec tega, da ima kapital oblast nad ljudmi. Ker zdaj ima kapital oblast nad ljudmi. In če je bila tista prejšnja renesansa, ki je v bistvu sledila srednjemu veku, kakšno bo pa sedaj, kaj je tisto ključno zdaj za to novo renesanso? Mislim, da je ključno to, da se zavemo, da nismo zmagali v tem, da slovimo svojo moč. Ker potem bomo s to močjo nadaljevali naprej in potem bi mislili, da zdaj, ko smo premagali naravo, bomo pa to moč izživljali naprej na ljudi, bomo tekmovali med raznimi korporacijami, kdo bo močnejši in tako naprej. Ni to tista prava zmaga. Prava zmaga je v tem, da se zavemo, da naša prava moč ni v tisti grobi zunanji moči, ampak v notranji moči spoznavanja. To se pravi, da se zavemo, da imamo kot ljudje, da smo prišli do neke točke, ko smo se toliko že naučili v svetu, preko znanosti, preko kulture in tako naprej, da smo se toliko naučili v svetu, da lahko v tem svetu
brez strahu živimo, brez strahu pred divjimi zvermi, da bi nas požrle naslednjo noč, brez strahu pred vojnami in tako naprej, ker smo jih sami ustvarjali. In da vse znanje, ki ga imamo, lahko pridelamo ali pa naredimo vse tisto, kar potrebujemo za svoje življenje. Od hrane do raznih naprav, ki jih potrebujemo, recimo imamo elektriko in tako naprej. Vse to smo z močjo svojega uma ustvarjali, ampak to ni zato, da bomo potem nadvladali nad drugimi bitji z neko močjo, ampak to je zato, da se veselimo tega, da zdaj pa se lahko umirimo v tisti lastni notranji sreči, ki je urejena vsakemu bitju. Torej, to planetarno zavest Zemlje bomo skupaj ustvarjali. Ja, to ustvarjamo in to smo v zadnjem stoletju smo prišli do te faze in zdaj smo na tisti prelomni točki, tiste krivulje, ko se lahko počasi začnemo umiriti in se zavedati, da se lahko sprostimo, da se lahko odpovemo kakršnemu koli nasilju, prevladi nad drugimi, izkoriščanju, zlorabi svoje moči. Zloraba moči je velik problem. To je tisto, česar se moramo odpovedati. In če se temu enkrat odpovemo, potem bomo šele nekako videli tisto lastno notranje žarenje, ki je v vsakem človeku. To naj ostane z nami, morda ravno ta misel, ta klic oziroma to hrepenenje po planetarni zavesti. Jaz bi se rada, Andrej, morda še kakšna beseda čisto za konec. To hrepenenje, to ne sme biti neka dogma, ampak to vsi izražamo vsak na svoj način, ali skozi umetnost, ali skozi znanost, skozi neko duhovno držo. In vsak lahko najde nek lastni način, kako izraža to novo spoznanje. Tako, ni pravil, pravo ravnoteže med kozmosom in kaosom. Tako nekako. Najlepša vam hvala za obisk pri nas tukaj v Hiši sanjajočih knjig. Za konec zaželim še lep prehod v novo leto in naj vsak dan prinese kakšno malo veliko renesanso, tako kot si jih boste sami zaželeli, sami ustvarjali. Najlepša hvala, nasvidenje. Hvala. A smo? Na gori mi sončece sije, na polje pa dežek rosi. Je praprot visoko pognala, prerasla nekdanje